Tole je Čonce podcast za glasbeno teorijo. Danes začnemo čisto na začetku, z zvokom. Če bi rekli, da je glasba veličastna stavba, je zvok namreč vsak njen zidak. Danes se bomo naučili 3 stvari. Kaj je zvok? Kakšne lastnosti lahko pripišemo vsakemu zvoku? In kakšne vrste zvoka poznamo? Pa začnimo s tem, kaj je zvok. To vsi vemo, pač nekaj, kar slišimo. No, če nam pogledamo z bolj tehničnimi očali, je zvok posebno valovanje, ki ga ljudje zaznamo s sluhom. Čeprav, če smo še bolj natančni, obstajajo tudi vrste zvoka, ki ga ljudje ne slišimo, ga pa denimo slišijo psi. To so denimo zelo visoki zvoki, ali pa kiti. To so zelo nizki zvoki. Ampak mi bomo danes govorili o zvoku, ki gradi glasbo. Glasba z neslišnimi zvoki pa bi bila zelo zanimiv eksperiment. Ja, mi bomo govorili o zvokih, ki jih slišimo. Kakšne so lastnosti zvoka? Vsakemu zvoku lahko pripišemo vsaj 4 lastnosti. Pa začnimo. Poskušaj prepoznati, v čem se razlikujejo sledeči primeri. Oziroma tile. Tako je, razlikujejo se v višini. Vsakemu zvoku lahko vsaj približno določimo višino. Čeprav nekaterim, kot rečeno, bolj natančno, drugim pa manj. Gremo naprej. V čem se razlikujeta tale 2 zvočna primera? Da, tako je. Vsakemu zvoku lahko določimo tudi trajanje. Nekateri trajajo dlje, nekateri pa so povsem kratki. Ugotovili smo že, da lahko zvokom pripišemo določeno višino in določeno trajanje. Še 2 lastnosti čakata, da ju odkrijemo. Poskusi prepoznati, v čem se razlikujeta tale 2 zvoka. Tale ni bila težka, a? Tako je, v glasnosti. Glasnost oziroma jakost je tretja od lastnosti zvoka, ki smo jih danes odkrili. Še en izziv te čaka. Kako bi rekel razliki v sledečih zvočnih primerih? Ta je malo bolj zagonetna, kaj? Tej razliki rečemo razlika v barvi zvoka. Zvoku lahko določimo tudi barvo. Barvo zvoku določi posebna paleta različnih višin zvoka, ki jih vsebuje to ali ono valovanje. Včasih rečemo, da je kakšna barva zvoka bolj topla, ali pa bolj rezka, ali pa kaj takega. Ali pa zgolj rečemo, da ima pač klavir drugačno barvo zvoka, kakor glas sosedove Micke. Sedaj, ko poznaš vse te lastnosti zvoka, pa nas čaka samo še naloga, da ugotovimo, kaj imajo s temi lastnostmi veze besede, kot so pok, šum, zven in ton. No, dalj časa trajajoč zvok, ki mu ne moremo natančno določiti višine, imenujemo šum. Šum, ja. Zelo kratek zvok, ki mu ne moremo natančno določiti višine, imenujemo pok. Pok, ja. Ognjemet, plosk, udarec s kladivom, vse to so poki. Zvokom, v katerih lahko prepoznamo nekatere natančne višine in jih hkrati odlikuje bogata zvočna barva, rečemo zven. Človeški glas, zvok klavirja, violine, zvonov, vse to so zveni. Ostala nam je le še vrsta zvoka, ki jo le redko zares slišimo, jo pa najpogosteje vpisujemo v notne zapise.
to je ton. Le redke naprave lahko ustvarijo čisti ton, denimo glasbene vilice ali pa računalnik, saj se bogastvo zvočnih barv kaj hitro pridruži skoraj vsakemu zvoku. Takrat pa že vselej govorimo o zvenu. No, ampak kljub temu zvenenje klavirja, violine, glasu in drugih virov zvoka zapisujemo v note in jim rečemo kar toni. Zato naj te razlika med tonom in zvenom ne zaposluje preveč. Pa smo. Postali smo pravi mojstri razpoznavanja zvokov. S kratkim kvizom pa ponovimo, kaj smo se naučili. Kako imenujemo posebno vrsto valovanja, ki jo ljudje zaznamo s sluhom? Zvok, tako je. No, sedaj pa še en poseben preizkus. Prisluhni zvočnemu primeru in skušaj razbrati vse lastnosti zvoka, o katerih smo govorili. Si pripravljen? No, pa gremo. Najprej višina zvoka. Ja, to je bil zelo visok zvok. Trajanje? Ja, kar dolg je bil, kaj ne? Jakost oziroma glasnost. Pa prisluhnimo še enkrat. Glasen, precej glasen zvok je bil tole. Pa barva? Si morda prepoznal, za kateri inštrument je šlo? Ja, to je bil zvok violine. In če se spomniš še naših poimenovanj različnih vrst zvoka, govorili smo o šumu, poku, zvenu in tonu. Za katero vrsto od teh je šlo tokrat? To je bil zven, zvenenje violine. Kot pa smo povedali, lahko zvenenje, ki mu določimo višino, tudi zapišemo v notni zapis, če znamo. Če pa še ne znamo, se bomo pa še naučili. Tako, v prihodnjih srečanjih se bomo res naučili vse te lastnosti zvoka zapisati, tako da boš sčasoma postal pravi mojster, če ne kar čarodej, ki lahko s posebnimi orodji pričara takšne in drugačne zvočne lepote. Recimo jim kar glasba. Adijo!